Kitajski avtomobili so poceni, nevarne, smrtne pasti, zato so prepovedani v ZDA. Tako so vam povedali. To ni celotna zgodba. Resnica je manj povezana z varnostjo in bolj s tem, da ščitijo avtomobilsko industrijo, vredno $1 bilijon. Električni avto za $12,000 z najvišjimi varnostnimi ocenami ne bi bil le konkurenca. V trenutku bi razstrelil celoten ameriški avtomobilski trg. Detroit bi bankrotiral. Zato so ZDA postavile eno najbolj agresivnih protekcionističnih ovir v sodobni zgodovini, da jih zadržijo zunaj. Rezultat je finančna železna zavesa, ki bo srednji razred ujela v rekordno visoke avtomobilske kredite, ki v povprečju znašajo $767 na mesec za naslednjih 6 let. In to še ni najslabši del. Ker medtem ko se ameriške družine sprašujejo, kako bodo pokrile stroške svojega družinskega SUV-ja, se avtomobilska industrija v državi pripravlja na nekaj večjega. Digitalni Pearl Harbor, kjer se vsak avto na avtocesti preprosto ustavi. Ameriški dovoz je postalo prizorišče finančnega zločina. Povprečna transakcijska cena novega vozila je presegla mejo $50,000. Če želite tovornjak ali SUV, morate pogosto plačati bistveno več kot to. Ford F-150 Raptor lahko stane okoli $80,000. Popolnoma opremljen Chevrolet Suburban High Country letnik 2026 lahko stane tudi več kot $100,000. Tudi bolj običajna družinska vozila imajo cene okoli $40,000 do $60,000. In to še preden sploh pride do financiranja. Ker si velika večina ljudi ne more privoščiti nakupa novega avtomobila z gotovino. Namesto tega se odločijo za plačilo prek posojil in leasingov. In te možnosti financiranja imajo obrestne mere, ki lahko močno povečajo skupno ceno, ki jo plačate za avto, ki ga vozite. Do konca leta 2025 je povprečno mesečno plačilo za nov avto doseglo neverjetnih $767. Veliko kupcev podaljšuje svoje posojila in leasing pogodbe, kolikor je le mogoče. Včasih celo na 70, 284 ali celo 96 mesecev. Vse zato, da bi bili mesečni obroki vsaj delno dostopni. 96 mesecev je 8 let. To pomeni, da nekateri Američani financirajo svoje vozila skoraj celo desetletje, ker nimajo druge možnosti. Avtomobilski krediti v nekaterih primerih dobesedno trajajo dlje kot zakonske zveze. Najbolj so prizadete mlajše generacije. Statistika kaže, da so vozniki generacije Z, stari med 18 in 28 let, dosegli stopnjo zamud pri odplačevanju avtomobilskih posojil v višini 7,5%. To je bistveno več od državnega povprečja, ki znaša 5,1%. To je najvišja raven stiske posojilojemalcev v zadnjem desetletju. Da bi si lahko predstavljali, kako slaba je situacija, vzemite vsak avtomobil v zamudi, ki je trenutno na poti v zasek ali je že v neplačilu. Jih parkirajte odbijač na odbijač in dobili bi neprekinjeno vrsto jekla od New Yorka do Los Angelesa. Učinki tega se bodo čutili še desetletja. Milijoni mladih Američanov so prisiljeni gledati, kako njihove kreditne ocene padajo in njihove finančne prihodnosti propadajo, še preden so sploh naredili prve korake v poklicni svet. Razlog, da je toliko ljudi vezanih na večletna posojila za vozila, ki si jih komaj lahko privoščijo, je ta, da jim ni bila dana nobena druga možnost. Prepričani so bili, da nobena druga možnost ne obstaja. A obstaja. Alternativa je tam, na drugi strani sveta. Na Kitajskem je avtomobilska industrija skoraj kot vzporedno vesolje v primerjavi z ameriško. Njihova vozila, natančneje električna vozila, so na voljo po neverjetno nizkih cenah. Leta 2023 je ena izmed vodilnih kitajskih avtomobilskih znamk BYD predstavila model Seagull, električni hatchback, ki se na domačem trgu prodaja za manj kot $10,000. Na mednarodnih trgih, kot sta Mehika ali Evropa, pa je na voljo za približno $20,000. To ni nek osnovni, povsem ogoljen avtomobil. To je sodoben dovršen avtomobil, ki se ponaša s hitrim polnjenjem, preverjenimi varnostnimi sistemi in dosegom do 400 km. In za ceno enega povprečnega ameriškega SUV-ja bi lahko kupili 5 takšnih avtomobilov. Tudi mednarodne cene, ki vključujejo dodatne stroške carin, prevoza in prodajnih marž, so bistveno nižje kot v ZDA. Zakaj torej ni na voljo? Ameriška vlada bi trdila, da so sodobna električna vozila povsem drugačna od običajnih avtomobilov. Niso sestavljena samo iz motorjev, zavor in menjalnikov. Opremljena so z napredno elektronsko opremo, vključno s kamerami, senzorji, mikrofoni in telematiko. So pametni telefoni na kolesih. In to straši ameriško vlado. Verjamejo, da bi lahko oddaljeno povezljivost izkoristila Kitajska ali drugi tuji agenti za vohunjenje za ameriškimi državljani ali za motenje infrastrukture države. Vlada si predstavlja strašljiv prihodnji scenarij, v katerem ima Peking moč pritisniti nekakšno stikalo za izklop in v trenutku onesposobiti milijone vozil na ameriških cestah. Tako se ameriški potrošniki znajdejo obremenjeni z dolgom, ki jim spremeni življenje, in so prisiljeni kupovati vozila, ki jim leta in leta praznijo bančne račune.
Medtem pa Washington veliko bolj dostopno alternativo obravnava kot nekakšno strašljivo vojno orožje. Kako je do tega prišlo? In kako je potrošniški izdelek, zasnovan za vsakodnevno vožnjo na delo, postal označen kot grožnja nacionalni varnosti? Leta 2024 je vlada Združenih držav Amerike uvedla neverjetno 100% carino na kitajska električna vozila. 100%. To je bila popolna gospodarska blokada, ki je za ameriške kupce dramatično podvojila ceno teh avtomobilov. Namen je bil jasen: namerno narediti kitajska električna vozila takoj nekonkurenčna na ameriškem trgu. Ker če eden od teh avtomobilov običajno stane okoli $20,000 in ta 100% carina doda $10,000 k njegovi veleprodajni ceni, postane cena $30,000. In potem, kar naenkrat, avto, ki bi se zdel izjemno poceni in privlačen, začne izgledati nedosegljiv za nekatere. Z drugimi besedami, obsojen je na propad. Medtem ameriške znamke še naprej monopolizirajo trg. Predstavljajte si, da vstopite v svojo lokalno trgovino z živili in vidite, da se je cena hleba, kruha nenadoma zvišala za 50%. In si predstavljajte, da vlada pravi, da je uvedla to spremembo cene, da bi zaščitila vašo lokalno pekarno, ki zaračuna $15 za štruco kruha. To je v bistvu tisto, kar se je tukaj zgodilo. Hitrost in intenzivnost te odločitve sta razkrili, kako prestrašen je bil Washington pred temi poceni kitajskimi avtomobili, saj ni običajna trgovinska politika, da se na tuje izdelke uvedejo tako ekstremne carine. 100% carine veljajo na splošno za skrajne ukrepe, ki so rezervirani za resnične izredne razmere. Toda po mnenju Washingtona je bila to izredna situacija. Vlada je trdila, da bi bilo škodljivo dovoliti vstop tako poceni avtomobilom na trg. Njihov argument je temeljil na ideji, da Kitajska svojim avtomobilskim podjetjem zagotavlja izjemno visoke subvencije in drugo državno podporo. In v tem je nekaj resnice. Peking je res precej agresivno subvencioniral svojo industrijo električnih vozil. Leta in ogromno denarja je vložil v izgradnjo infrastrukture, potrebne za svojo revolucijo električnih vozil. To je vključevalo tovarne za proizvodnjo baterij in obsežne polnilne sisteme. Toda tukaj je del, ki ga je Washington zamolčal. Tudi ZDA močno subvencionirajo svojo avtomobilsko industrijo. Prek zakona o zmanjšanju inflacije, imenovanega IRA, zagotavljajo dobesedno milijarde dolarjev subvencij. Obstajajo tudi ogromne proizvodne subvencije za velike igralce v industriji, kot sta Ford in GM. Obstaja tudi do $7,500 davčnih olajšav za potrošnike, ki kupijo doma izdelana vozila. Velika avtomobilska podjetja so prejela ogromna in nizko obrestovana posojila, da bi jim pomagala vlagati v tehnologije električnih vozil. S tem so dejansko prenesli tveganje prehoda na električno vozila z teh podjetij na ameriške davkoplačevalce. Torej, medtem ko je vlada kritizirala Kitajsko zaradi njenih subvencij, je bila sama kriva za popolnoma isto stvar. Nikoli ni šlo za to, da so subvencije slabe. Vedno je šlo za to, da bi kitajske subvencije lahko ogrozile naše subvencije. In tako pridemo do strašljive resnice, konca svobodnega tržnega kapitalizma v ameriškem avtomobilskem sektorju. Tu ni več bitka med znamkami, katera ponuja najučinkovitejšo tehniko, ali kdo lahko optimizira svojo proizvodnjo, da bi izdelal najboljše avtomobile po najboljših cenah. To je nekaj veliko gršega, trg, s katerim manipulira ameriška vlada. Washington izbira zmagovalce svoje avtomobilske industrije. Okoli njih gradi finančne trdnjave, da bi vse druge izključil. Podaja lažne trditve o pošteni igri in varnosti, a na koncu je edini razlog za obstoj carine ta, da ameriški potrošniki lahko kupujejo le električna vozila, ki jih subvencionira Washington. Če pa ne gre za pošteno konkurenco, kdo je pravzaprav zahteval to 100% oviro? Pomislite na ameriško avtomobilsko industrijo in takoj vam pridejo na misel tri velika imena. General Motors, Ford in Stellantis, matično podjetje znanih znamk kot sta Chrysler in Jeep. Skupaj predstavljajo imperij Detroita. Desetletja so prevladovali na avtomobilskem trgu. Oblikovali so podobo ameriških predmestij, nadzorovali ceste in vplivali na celotna regionalna gospodarstva. In ko so postajali večji in bogatejši, je z njimi rasla tudi njihova moč. Kmalu niso vplivali le na mesta in kraje, ampak na cele zvezne države. To je posledično povečalo njihov politični vpliv v Washingtonu. S časoma so ta podjetja uporabila svoj vpliv in bogastvo, da so preoblikovala pravila ameriškega avtomobilskega trga na načine, ki so jim prinašali še več denarja. To je pomenilo postopno oddaljevanje od cenovno dostopnih osebnih avtomobilov k večjim, težjim in bolj razkošnim vozilom. To se je dogajalo počasi, a z leti so določene vrste avtomobilov začele izginjati z ameriških cest. Mejdžni limuzinski avtomobili in kompaktni hatchbacki so izginili, skupaj z drugimi osnovnimi vozili, ki so pogosta v drugih državah po svetu. Veliki trije so se usmerili k večjim vozilom z večjimi dobičkonosnimi maržami.
Kar zadeva njihove dobičke, je bil ta premik zelo smiseln. Podjetja kot je Ford zaslužijo veliko več denarja s prodajo velikih poltovornjakov in prestižnih SUV-jev, kot bi ga kdajkoli zaslužila s prodajo preprostih družinskih hatchbackov. S tem, ko so se bolj osredotočili na ta vozila z visokimi maržami in postopoma ukinjali manjše alternative, so kupcem pustili vedno manj možnosti. Na koncu so dosegli stopnjo, o kateri so vedno sanjali. Vsakdo je moral kupiti avto za $50,000, če je želel priti od točke A do točke B. Toda celoten ta model in sam obstoj velikih treh podjetij je bil odvisen od tega, da noben cenejši konkurent ni mogel vstopiti na trg. Za ameriško javnost ni smela obstajati nobena druga cenovno dostopna možnost. Potem pa so prišli kitajski proizvajalci električnih vozil, ki so ponujali vozila kot je Seagull, vse za nizko ceno, okoli $12,000. Ameriška avtomobilska industrija s tem ne more tekmovati. Veliki trije tega niso nameravali dovoliti, zato so začeli izkoriščati moč, ki so jo skozi leta nabrali v Washingtonu. Uporabili so vse orožje v svojem arzenalu in vse trike iz svojega repertoarja, da bi ohranili obstoječe stanje. Na koncu se je vse skupaj skrčilo na vlaganje ogromnih količin denarja v lobistične dejavnosti, usmerjene na senatne pododbore in izvršne odločevalce. Njihov cilj je bil jasen: Kitajsko je treba izključiti. Da bi to dosegli, so kitajska električna vozila prikazali ne le kot gospodarski izziv, temveč kot industrijsko invazijo, pred katero se mora Amerika braniti. Opozarjali so na zlom avtomobilske industrije po zgledu zloma industrije sončnih panelov in spomnili zakonodajalce, kako so poceni kitajski sistemi sončnih celic vstopili na ameriški trg. Domače blagovne znamke so bile izrinjene in domači sektor sončne energije je bil praktično izbrisan. Držali so, da se bo popolnoma enaka situacija zgodila v avtomobilski industriji, vendar v še večjem obsegu. Proizvodne linije, ki so desetletja delovale v Detroitu in drugod, bi se ustavile in milijoni delovnih mest bi bili izgubljeni. Toda Detroit ni mogel preprosto reči: nočemo teh poceni kitajskih avtomobilov tukaj, ker jim ne moremo konkurirati. Potrebovali so bolj konkreten in prepričljiv argument, nekaj, kar bi resnično odmevalo pri javnosti. In so ga našli. Vprašajte povprečnega Američana, kaj si misli o kitajskih avtomobilih, in mnogi bi nedvomno omenili temo varnosti. Morda bi govorili o tem, kako kitajska podjetja varčujejo pri kakovosti. Morda bi omenili nevarne baterije, ki lahko eksplodirajo kadarkoli, ali celo pomanjkanje strogih varnostnih testov. Nekateri bi kitajske avtomobile celo opisali kot smrtne pasti. Te ideje in stereotipi so globoko zakoreninjeni v ameriški medijski krajini in širšem javnem dojemanju avtomobilske industrije pod okriljem Pekinga. In zato obstaja razlog. A ni tisti, v katerega so vas prepričali? Seveda, v začetku so bile katastrofalne napake, kot so ničelne ocene na testih trkov in zrušitve kabin leta 2005. Vendar je to tudi posledica let propagande in kampanj za pranje možganov, ki so jih kupili in financirali avtomobilski velikani iz Detroita. Leta so Ford, GM in drugi ustvarjali in širili zgodbo, da so kitajski avtomobili nevarni. To je bila za njih izjemno koristna pripoved. Strah je močna sila. Če bi se ljudje bali kitajskih vozil, jih nikoli ne bi želeli kupiti. Poleg tega bi z veseljem pristali na to, da bi za avtomobile z nalepko narejeno v ZDA na zadku plačali bistveno višjo ceno. Tistih dodatnih 20 ali 30 tisočakov je bil strošek za varnost njihove družine. Nenadoma so podjetja, kot je Ford, delovala plemenito in častno. Šli so še korak dlje, da bi zaščitili svoje voznike in potnike. Kitajska podjetja so bila prikazana kot zlobna, pohlepna po denarju, ki so varnost postavljala na stranski tir v korist cenejše in lažje proizvodnje. In vse to se sesuje, ko pogledaš pobliže. Mit o nevarnem kitajskem avtomobilu je bil dokončno razbit, ko so vozila kot sta BYD Dolphin in Atto 3 vstopila na strogo regulirani evropski trg. Če bi res bili smrtne pasti na kolesih, ne bi imeli nobene možnosti za prodajo v državah kot sta Francija in Nemčija. Če bi bili stereotipi resnični, ti avtomobili ne bi opravili evropskega programa ocenjevanja novih avtomobilov. To je eden najbolj celovitih varnostnih pregledov vozil na svetu. Pa niso. Opravili so ga z odliko. Tako Dolphin kot Atto 3 sta prejela 5 zvezdic na NCAP varnostnih ocenah. Dosegli so ali celo presegli rezultate nekaterih najbolje ocenjenih ameriških vozil, kot sta Ford Mustang Mach-E in Tesla Model 3. Kar zadeva eksplodirajoče baterije, je bil tudi ta mit ovržen. BYD-jeva lastna Blade baterija je uspešno prestala industrijski standardni test prebadanja z žebljem. Test je zasnovan tako, da simulira vrsto poškodb, ki lahko povzročijo, da baterije nenadoma zagorijo. Kitajski proizvajalec je celo delil posnetke na spletu, ki prikazujejo, kako žeblji vstopajo v baterijske celice, ne da bi te zagorele. To je bil podvig, ki ga številne NMC baterije iz zahodnega sveta niso uspele ponoviti.
Vozila so opravila test za testom in izpolnila en varnostni standard za drugim, zato se je pripoved o nevarnih kitajskih avtomobilih sesula. To ne pomeni, da so kitajski avtomobili popolni ali da pri nobenem od njih ni nobenih varnostnih pomislekov. Vedno obstajajo možnosti za izboljšave. Toda testi so pokazali, da kitajski avtomobili niso nič bolj nevarni kot ameriški. V mnogih pogledih so bili celo varnejši. Ko je bil mit o varnosti uničen, je vlada potrebovala nov, neovrgljiv razlog, da te avtomobile zadrži izven ZDA. Na sceno stopi trojanski konj. Ko so se ekonomski in varnostni argumenti začeli rušiti, je Washington pripravil hiter in presenetljiv obrat v še bolj skrajno smer. Začeli so trditi, da kitajski avtomobili predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Čeprav se to morda sliši smešno, je bil argument Washingtona sestavljen hladno in preračunano. Izkoristili so desetletja javne indoktrinacije in splošno razširjene strahove glede Kitajske, njene vladajoče komunistične partije in grožnje, ki jo predstavlja ameriškemu načinu življenja. Temelji so bili postavljeni leta 2024. Ameriško ministrstvo za trgovino, DOC, je izvedlo preiskavo o tako imenovanih sistemskih tveganjih, ki jih predstavljajo povezana vozila s Kitajske in drugih držav, ki bi jih lahko označili za nasprotnike Združenih držav. Ugotovitve te preiskave so bile zaskrbljujoče. DOC je v podrobnostih pojasnil, kako bi lahko sodobna vozila postala platforme za kibernetsko vojskovanje. Preiskovalci so orisali scenarij nočne more, nekakšen digitalni Pearl Harbor, v katerem bi imel Peking moč, da v obsegu brez primere zmoti ameriško družbo. Recimo, da se napetosti v Južno-Kitajskem morju stopnjujejo. Začne se dolgo pričakovana kitajska invazija na Tajvan. V istem trenutku v Združenih državah sedi za volani svojih kitajskih električnih vozil na 100 tisoče ali celo milijone ameriških državljanov. Da bi Kitajska zagotovila, da se Amerika ne vmešava v njene takojšnje načrte za invazijo, bi lahko kitajska obveščevalna agencija na vsako od teh vozil poslala zlonamerno programsko opremo prek brezžične posodobitve. Ker je programska oprema zasnovana tako, da zaobide običajne sisteme, bi bila takoj prenesena in nameščena v vsakem avtomobilu. V nekaj sekundah bi postali popolnoma in povsem nepremični. Krmilni sistemi bi se zaklenili, elektronske parkirne zavore bi se aktivirale, pretvorniki moči bi se izklopili, vozniki bi izgubili nadzor nad svojimi avtomobili, še preden bi sploh vedeli, kaj se dogaja. V hipu bi nešteta vozila, ki potujejo po avtocestah, kot je I-95 ali po labirintnih arterijah središča Manhattna, vsa obstala, vsa zamrznjena zaradi neke nevidne, a vsemogočne sile. To bi bila katastrofalna paraliza infrastrukture. Prišlo bi do nesreč, poškodb, smrti, uničenja. Reševalne službe bi imele težave z odzivom, transportni koridorji bi bili zamašeni in neprehodni, logistika bi se sesula, domače gospodarstvo bi se zrušilo. Morda se sliši pretirano, vendar tehnologija obstaja. Današnji avtomobili so opremljeni s kompleksnimi mrežami elektronskih krmilnih enot in omrežnih naprav. Lahko zbirajo in delijo neštetih podatkov. Vsako sekundo se zanašajo na programsko opremo za nadzor vseh ključnih funkcij in lastnosti, od pomoči pri krmiljenju do sistema za razporeditev moči. In na koncu imajo blagovne znamke, ki izdelujejo te avtomobile, moč nadzorovati, kako natančno delujejo. Oni so tisti, ki lahko ustvarijo in uvedejo pomembne posodobitve vdelane programske opreme. Zato ni tako noro si predstavljati, kako bi se lahko takšna moč uporabila na nevaren ali uničujoč način. In ko ta ideja enkrat zaokroži, ima Washington DC upravičenje, ki ga potrebuje, da dejansko prepove ta vozila. Velika trojica dobi, kar želi, medtem ko gradi pripoved, da je vse to za javno dobro. Toda carine veljajo samo za avtomobile poslano iz Kitajske. Kaj pa se zgodi, ko se avtomobili izdelujejo tik ob meji? S postavljeno carinsko oviro je izgledalo, kot da je ameriška vlada zmagala. S tem je skoraj onemogočila Pekingu, da bi svoje električne avtomobile pripeljal na ameriški trg in imel vsaj najmanjšo možnost konkurirati podjetjem, kot sta Ford in General Motors. Vsaj tako se je zdelo. A Kitajska se ni nameravala tako zlahka predati. Ni trajalo dolgo, da so pekinški strategi opazili luknjo v sistemu. Ugotovili so, da se 100% carine uporabljajo na podlagi strogih pravil o državi izvora za proizvodnjo in glavne komponente. To je pomenilo, da sestavljanje avtomobilov v Mehiki obide davke le, če je dovolj delov izdelanih lokalno, ne pa samo z izogibanjem kitajskim pristaniščem. Torej, če jih lahko proizvede in izvozi iz kraja, ki je ameriškemu potrošniku veliko bližje, bi bile te carine v bistvu izničene. Zato so velike kitajske znamke, kot sta BYD in MG, začele gledati proti jugu, v Mehiko. Naredili so načrte in jih hitro začeli uresničevati. Dogovorili so se za nakup zemljišč in začeli graditi povsem nove, večmilijardne avtomobilske tovarne na mehiških tleh, le nedaleč od ameriške meje. Z poslovnega vidika je bila to genialna poteza. Mehika je že zdaj pomembno središče avtomobilske industrije. Ima razmeroma poceni delovno silo in dokazano uspešno izvaža vozila v ZDA.
Tudi iz pravnega vidika je bila ta poteza zelo smiselna. To je bila premišljena poteza Kitajske, da zaobide pravni okvir sporazuma med Združenimi državami, Mehiko in Kanado oziroma USMCA, sodobnega naslednika NAFTA. V skladu z določbami USMCA lahko katerokoli vozilo izdelano v eni od 3 podpisnic prečka meje drugih držav brez carin, vendar mora izpolnjevati določena pravila in zahteve. Vsako vozilo mora imeti 75% svojih sestavnih delov in strukturne vrednosti iz dela in materialov iz Severne Amerike. S prenosom svoje proizvodne infrastrukture v Mehiko, uporabo lokalnega jekla in zanašanjem na mehiške delavce v montaži je bil Peking prepričan, da lahko zlahka izpolni 75% omejitev. Avtomobili so se iz kitajskega uvoza spremenili v severnoameriške izdelke. Bilo je, kot da je Kitajska našla skrivni stranski vhod na ameriški trg. In če bi ta načrt uspel, bi kmalu lahko izdelovali vozila, kot je BYD Seagull v Mehiki, jih prepeljali čez mejo v Teksas, vse to pa brez plačila kakršnihkoli davkov. ZDA so bile znova obupane, da bi to preprečile. V pisarnah ameriškega trgovinskega predstavnika, oziroma USTR, je izbruhnila prava panika. Washingtonski diplomati so stopili v stik s svojimi mehiškimi kolegi in trdili, da bi bili ti kitajski trojanski konji, če bi vstopili na njihovo ozemlje, v neposrednem nasprotju z duhom sporazuma USMCA. Celo zagrozili so, da bodo v odgovor uvedli agresivne ukrepe. To je vključevalo tudi možnost sklicevanja na klauzulo o prenehanju veljavnosti sporazuma USMCA, kar bi lahko pripeljalo do razpada celotnega sporazuma. To bi imelo katastrofalne posledice za mehiško gospodarstvo. Mehika je popustila. Vlada je začela umikati nekatere spodbude, ki jih je prej ponujala kitajskim avtomobilskim podjetjem. Nenadoma je postalo zanje težje in bolj zapleteno vzpostaviti svoje obrate v državi. Medtem ko so nekatera od teh podjetij napovedala, da začasno ustavljajo svoje načrte v Mehiki, so druga nadaljevala z razširitvijo. Prihodnost ostaja vse bolj negotova, saj obstaja zelo realna možnost, da se bo v Mehiki neizogibno pojavilo še več kitajskih avtomobilskih tovarn. Toda tudi če bodo avtomobili sestavljeni v Mehiki, bo programska oprema, ki jih poganja, še vedno nadzorovana v Shenzhenu. In to nas pripelje do glavnega vzroka celotne prepovedi. Trgovinski spori, korporativno lobiranje in kampanje za odnose z javnostmi so vse le šum v ozadju. Najgloblji, najtemnejši temeljni vzrok industrijskega konflikta je geopolitična drama. Priča smo dramatičnemu, generacijskemu in nepovratnemu premiku na svetovnem prizorišču. Postopno, a dokončno razdruževanje Združenih držav Amerike in Kitajske. Obe državi sta imeli skozi leta svoje nesoglasja, vendar sta ta vprašanja običajno postavili na stran, da bi uživali v prednostih globalizirane trgovine. Potrošniško blago lahko prosto prehaja čez oceane in meje zgolj na podlagi pravil ponudbe in povpraševanja. Politično poziranje ali nesoglasja so potisnjena na stran. Zdaj pa to nadomešča nekaj povsem drugačnega. Doba, v kateri največje svetovne sile niso več zainteresirane. Želijo si konkurence. V tej novi dobi je skromni avtomobil doživel globoko preobrazbo. Iz mehanskega izdelka se je spremenil v sredstvo, ki ga določa programska oprema. Današnji avtomobili so omreženi nabori senzorjev, ki delujejo znotraj fizičnih in digitalnih meja, ki jih določa njihov proizvajalec. Državne oblasti pa te proizvajalce podpirajo in subvencionirajo. Kdorkoli nadzoruje programsko opremo in operacijske sisteme teh vozil, ima na koncu veliko moč nad njihovimi uporabniki. To razkriva strašljivo resnico. Avtomobilska podjetja danes, ne glede na to, ali so ameriška, kitajska ali evropska, imajo vsa moč, da nadaljavo onemogočijo vozila kjerkoli na svetu. In posledice tega so ogromne. Recimo, da kupec ne plača leasinga za avto, ali pa je vozilo prijavljeno kot ukradeno. Podjetje, ki stoji za tem, lahko preprosto izda ukaz na stotine ali celo tisoče kilometrov stran in vozilo nenadoma ustavi. Z enim klikom miške ali dotikom zaslona lahko ta podjetja spremenijo vozila vredna $50,000 v nepremične bloke plastike in kovine. Infrastruktura za to že obstaja. Vgrajena je v vsak nov električni avtomobil, ki zapusti proizvodne trakove. To je resnična grožnja, s katero se sooča Amerika. Po kitajski zakonodaji so vsa domača podjetja in državljani pravno zavezani, da podpirajo, pomagajo in sodelujejo z nacionalnimi obveščevalnimi prizadevanji. Če podjetje za avtomobile, kot sta BYD ali Geely, ga kontaktira KPK in zahteva dostop do svojih omrežij s podatki o lokaciji v realnem času, videoposnetki kamer, notranjimi posnetki ali celo sistemi za daljinsko upravljanje vozil, tega ne more zavrniti. Mora ugoditi zahtevi. To potencialno postavlja kitajsko vlado v nadzor nad milijoni vozil v desetinah držav po vsem svetu. To je scenarij digitalnega Pearl Harborja, vendar še hujši. Kitajska nima le moči, da ta vozila izklopi kadarkoli želi. Lahko jih tudi spremeni v sredstva za zbiranje obveščevalnih podatkov. Avtomobili bi lahko zbirali vse od biometričnih podatkov do akustičnih podatkov svojih uporabnikov. Zelo lahko si je predstavljati, kako bi se lahko takšna ogromna moč zlorabila. To je grožnja brez primere, ki ga nobena suverena velesila ne more dovoliti.
Torej, prepoved Washingtona glede kitajskih vozil navsezadnje ni posledica paranoje. Prav tako pa ne gre povsem za to, da bi trg ostal v rokah večjih domačih znamk. V svojem bistvu je to odločitev o nacionalni varnosti. Gre za to, da ZDA zaklepajo vrata pred morebitno eksistenčno grožnjo. In do zdaj jim je to uspelo. Toda po kakšni ceni? Ker smo s tem, ko smo izključili ta vozila, morda hkrati sabotirali svojo prihodnost. Podnebna kriza, neto ničelne emisije, obnovljiva energija. Že leta in vse pogosteje ameriška javnost posluša te izraze, ki jih politiki in odločevalci ponavljajo do onemoglosti. Poučujejo jih o nevarnostih globalnega segrevanja in o pomenu opuščanja fosilnih goriv. A vendar je na najvišjih ravneh v samih hodnikih oblasti ameriški politični stroj deloval na očitno hinavski in protisloven način. Pravijo eno, a počnejo ravno nasprotno. Odločevalci pravijo, da so zavezani tem ambicioznim okoljskim okvirjem in konceptu ničelnih neto emisij do leta 2050. Delijo načrte za množično uvedbo električnih vozil, da bi pomagali razogljičiti prometni sektor in zmanjšati emisije. A njihove odločitve kažejo drugačno sliko. Ko so bili ti isti ljudje postavljeni pred izbiro med doseganjem svojih okolju prijaznih ciljev in ohranjanjem neke nejasne protekcionistične drže proti Kitajski, so brez oklevanja izbrali slednje. Postavili so carinsko oviro. In s tem niso prepovedali le kitajskih avtomobilov. Sistematično so prepovedali najučinkovitejšo ponudbo čistih prevoznih sredstev na svetu. To ne bi bilo tako pomembno, če bi bile ZDA že na poti, da ujamejo kitajsko infrastrukturo za električna vozila. Pa ni. Zelo zaostaja. Raziskovalni modeli kažejo, da politike Washingtona, omejitve glede cenovno dostopnega uvoza in omejitve surovin upočasnjujejo sprejemanje električnih vozil v Združenih državah. Zaradi tega se je predvideni časovni okvir za dosego 50% deleža električnih vozil pri prodaji novih osebnih vozil zamaknil z leta 2034 na leto 2039. Glede na hitrost, s katero se podnebna kriza razvija, 5 let ni kratko obdobje, je ogromno. In to bo imelo velike posledice za okolje. V tem času bo izdelanih, prodanih in po ameriških cestah voženih še na milijone vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Porabili bodo milijarde galon fosilnih goriv in v ozračje izpustili tone ogljikovega dioksida ter drugih onesnaževal. Hinavščina je očitna. Država pravi, da želi rešiti planet, a je državljanom onemogočila nakup cenovno dostopnih vozil, ki so za to potrebna, samo zato, ker prihajajo iz Kitajske. Dejstvo je, da bi ljudje kupovali kitajske avtomobile, če bi jih dovolili na trgu. To bi bilo boljše za dobrobit planeta. Namesto tega se ljudje soočajo z izbiro med običajnimi terenci ali še dražjimi ameriškimi električnimi vozili. Nimajo finančnih možnosti, da bi si lahko privoščili te drage modele, zato se negativni učinki avtomobilov na fosilna goriva še naprej ohranjajo. S prepovedjo električnega vozila za $12,000 je ameriška vlada zeleni prehod spremenila iz gibanja za množice v simbol luksuznega življenjskega sloga. To je rezervirano izključno za višji srednji razred. Povprečnemu ameriškemu potrošniku je rečeno, naj prispeva svoj delež, medtem ko mu je hkrati onemogočen dostop zaradi visokih cen. Prisiljeni so stati ob strani in gledati, kako svet gori. Postali so največje žrtev v vojni, ki si je nikoli niso želeli. Združene države so sprejele dokončno odločitev, ki bo odmevala še leta. Washington je imel priložnost spodbuditi cenovno dostopno zeleno revolucijo, ki bi združila svetovno gospodarstvo. Namesto tega so se odločili zapreti vrata, zakleniti vhode in razviti drago, zadolženo trdnjavsko gospodarstvo. Doba cenovno dostopnega ameriškega avtomobila je resnično končana. Likvidirali so jo del za delom. Na njenem mestu je nov sistem s pragom cene $25,000, ki je nastavljen tako, da povprečnega Američana drži ujetega v neskončnih ciklih visokih obrestnih posojil znova in znova. Nova železna zavesa je padla čez svetovno industrijsko pokrajino. Vendar pa je nova zavesa, za razliko od politične ovire 20. stoletja, narejena iz povsem drugačnih materialov, kot je 100-odstotno. Karin za zaščito monopolov pred konkurence in trgovinske omejitve, spremenjene v geopolitično orožje za blokiranje globalne integracije proizvodnje in dobavnih verig. In programski mehanizmi za izklop, vgrajena v vsakdanje izdelke, ki vladam omogočajo, da jih uporabljajo kot instrumente politične moči. Za vsem tem ste vi, ameriški potrošnik. Srednji in delavski razred sta bila izolirana, ujeta v ekonomske sisteme, ki jim izčrpavajo plače. Onemogočen jim je dostop do bolj inovativnih in okolju prijaznih alternativ. Otegnjena jim je možnost zmanjšanja svojega osebnega ogljičnega odtisa. Nenehno jih nadzorujejo tehnologije, ki so bolj primerne za uresničevanje nacionalno-varnostnih ciljev, kot pa za olajšanje njihovega življenja. To je prava resničnost današnjega svetovnega gospodarstva. Poceni kitajski avtomobili niso bili izključeni iz Amerike zato, da bi vas zaščitili.
Izključeni so bili zato, da bi ohranili sistem korporativnega preživetja in geopolitične prevlade, vi pa ste ostali, da poravnate račun. Kitajska vozila niso edina grožnja, s katero se sooča velika trojica iz Detroita. Ford se spopada s spreminjajočimi se zahtevami potrošnikov, naraščajočo konkurenco in hitro spreminjajočo se avtomobilsko industrijo. Odkrijte, kaj je v resnici razlog za upad in zakaj Ford propada. Ali pa si oglejte ta video.